Lepo pozdravljeni. V novi epizodi PEFcasta je naš gost, Luka Ribič, asistent, ki na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani deluje na področju kemije. Govorila bova o tematiki, ki v javnosti sicer ni tako zelo znana, jo pa nekako želimo približati širši javnosti. Govorila bova o 2 prispevkih, ki jih je objavil skupaj z rednim profesorjem dr. Iztokom Devetakom. Prvi nosi naslov Augmented Reality in Developing Students' Understanding of Chemistry Triplet, a Systematic Literature Review. V drugem prispevku z naslovom Pre-Service Primary School Teachers' Understanding of Biogeochemical Cycles of Elements pa se ima kot soavtor pridruži še izredni profesor dr. Robert Potočnik. Poleg tega bova predstavila še projekt Dopolnjena resničnost za doseganje boljšega razumevanja trojne narave kemijskih pojmov, katerega vodja oziroma nosilec je profesor dr. Iztok Devetak. Luka, lepo pozdravljen. Pozdravljena, Laura. Naj najprej povem, da sem zelo vesel bil povabila v tale vaš pogovorni PEFcast. Moram reči, da me zelo veseli, da se zaposleni na naši fakulteti ukvarjajo z nekimi dejavnostmi, s katerimi se trudijo približati delo na naši fakulteti, predvsem pa to našo raziskovalno dejavnost, s katero se ukvarjamo, ker se mi zdi, da ravno ta je tista, ki jo mogoče širša javnost malo premalo pozna. Ja, res je. Luka, hvala, da si ob svojem natrpanem urniku dela asistenta in seveda doktorskega študija vzel čas še za sodelovanje v tem pogovoru. In prvo vprašanje se seveda navezuje na prvi članek, ki sem ga nekako omenila v uvodu. In najprej nam pojasni, ker nam je to neka nova beseda, kaj sploh pomeni obogatena resničnost? Obogatena resničnost je v neki najbolj široki definiciji to digitalna tehnologija. Če pa pogledamo neko ožjo definicijo te digitalne tehnologije, pa gre za neko virtualno učno okolje, ki združuje elemente našega resničnega sveta in pa seveda računalniško generirane elemente. V angleški literaturi je izraz za to tehnologijo poenoten. Najdemo izraz augmented reality. V slovenski literaturi pa se že kar tukaj stvar malo zakomplicira, če se tako izrazim. Namreč poznamo 2 izraza. Poznamo izraz dopolnjena resničnost in poznamo izraz obogatena resničnost. Nekega laičnega bralca lahko 2 različna izraza hitro zmedeta, v resnici pa gre za eno in isto stvar. Torej, če nadaljujem, gre za neko kinestetično, vizualno usmerjeno tehnologijo, ki je sposobna prikazovati neke računalniško generirane elemente na vrhu našega resničnega sveta. Torej, če nekako to po domače razložim, uporabljamo neka očala, skozi katera lahko vidimo naš resnični svet, potem pa na tem našem resničnem svetu ta očala projicira še neke računalniško generirane elemente, ki nam tako omogočajo mogoče lažje razumeti neke procese, ki jih s prostimi očmi ne moremo videti. Tukaj bi mogoče tudi postavil neko jasno mejo, kaj je obogatena resničnost, kaj je virtualna resničnost. Namreč tudi ta 2 izraza se med širšo publiko, širšo javnostjo enačita. V resnici je med njima kar ena bistvena razlika, ne? Obogatena resničnost, kot sem že rekel, vsebuje elemente resničnega sveta in računalniško generirane elemente, medtem ko virtualna resničnost popolnoma zakrije naš realni svet in mi vidimo samo ta računalniško generiran svet. Obogatena resničnost kot takšna mora imeti oziroma mora zadovoljiti 3 kriterijem, zaradi tega, da lahko rečemo, da je to res obogatena resničnost. Prva je ta, torej, da nam mora biti omogočeno manipuliranje z realnimi elementi, ki so v našem resničnem svetu. Elementi, ki so pa računalniško generirani, pa morajo biti skladni s časom našega resničnega sveta in pa skladni tudi z tridimenzionalnostjo tega našega sveta. Torej, če obe 2 tehnologiji, virtualno in obogateno resničnost, postavimo na nek virtualni kontinuum, če se tako izrazim, si lahko predstavljamo neko premico oziroma bolje rečeno daljico. Ima en konec A, konec B recimo. In na enem koncu imamo naš resnični svet, na drugem imamo virtualni svet, no ta naša obogatena resničnost pa se nahaja nekje na sredini tega virtualnega kontinuuma. Kot sem že rekel, je precej zanimiva, je predvsem nova tehnologija in nekaj zanimanja je že požela tudi na pedagoškem področju. Zaenkrat, mogoče lahko rečemo na žalost, še bolj na področju pedagoškega raziskovanja, ampak kot sem že rekel, tudi te raziskave nekako odkrivajo
dejavnike, na katere lahko vpliva uporaba te obogatene resničnosti, odkriva, kako lahko recimo vpliva na neko učno učinkovitost in tako naprej. In verjamem, da se bo z razvojem nekih raziskav na tem področju počasi začela tudi malo bolj širša uporaba te obogatene resničnosti oziroma podobnih tehnologij tudi v pedagoškem izobraževanju, torej v neki praksi. Zelo zanimivo, ja. Zdaj ta obogatena resničnost lahko pravzaprav študentom tudi pomaga pri izboljševanju učenja. Nam lahko malo bolj pojasniš, kako? Ja, torej obogatena resničnost, kot sem že rekel, vsebuje elemente resničnega in elemente nekega računalniško generiranega sveta. In ravno zaradi tega, ker mi zraven računalniško generiranih elementov še vedno vidimo naš resnični svet, ima to vizualno učno okolje nekako neke napake. Če se izrazim stujko, bi lahko rekli, ima neke imperfekcije. Ni popolno tako kot neko okolje v virtualni resničnosti, ki je seveda umetno generiral in ga lahko naredimo točno takšnega, kot želimo. Ker okolje pri obogateni resničnosti ni tako popolno, je tudi za nekega učečega se bolj avtentično, temu rečemo, ker ima neke napake. In raziskave so že pokazale, da ta avtentična učna okolja izboljšajo polnjenje, izboljšajo tudi trajno znanje in vplivajo tudi na učno učinkovitost. Zdaj, kaj učna učinkovitost pravzaprav sploh je? Ne? Učna učinkovitost nekako poda razmerje med nekim našim vloženim trudom, to je recimo čas, ki smo ga namenili za učenje, naša energija, neke učne metode, ki smo jih uporabili, in pa med rezultati tega našega procesa učenja. To so pa seveda neki končni učni dosežki, ki jih želimo dobiti. In seveda, bolj kot je nek proces poučevanja učinkovit, boljše je to razmerje med nekim vloženim trudom in pa nekimi končnimi učnimi dosežki. Je pa seveda veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na učinkovitost poučevanja. To pa so recimo učne metode, ki jih uporabljamo. Učne metode seveda večkrat moramo tudi prilagoditi nekim učečim se. Recimo imamo učno metodo prikazovanja, razlage, demonstracije in tako naprej. Potem zelo pomemben dejavnik je tudi učno okolje. Pomemben dejavnik je recimo motivacija učečih se. Zelo pomembno recimo je tudi predznanje nekih ljudi, ki jih poučujemo. Vse to so neki dejavniki, ki lahko vplivajo na učno učinkovitost. In če se zdaj navežem nazaj na tehnologijo obogatene resničnosti, z njo lahko recimo zelo dobro vplivamo na neko učno metodo prikazovanja. Kot sem že rekel, gre za neko vizualno učno okolje in lahko z njo prikazujemo neke vizualizacijske elemente. Z njo lahko prikažemo neke procese, predvsem pri kemiji, ki se dogajajo na neki ravni delcev, ki jih mi s prostim očesom ne moremo videti. In s tem nekako popestrimo neko uro učenja, popestrimo pa seveda tudi učno okolje nekega učečega se in mu tako okolje naredimo recimo malo bolj zanimivo. Bi pa pri vsem tem, da ne bom samo hvalil te obogatene resničnosti in samo govoril, kako je dobra, moramo biti seveda pri neki uporabi te umetne tehnologije v namene poučevanja tudi previdni. Prva stvar, ki je zelo pomembna, je ta, da aplikacija, ki jo uporabljamo oziroma ki jo razvijamo za poučevanje, mora biti vsekakor ustrezna. Kaj to pomeni, da je neka aplikacija ustrezna? V prvi vrsti to pomeni, da je ustrezna glede na kontekst, katerega poučujemo. Torej, da z njo res prikazujemo neke stvari, ki jih želimo prikazati. Zelo pomembno je tudi, da je enostavna za uporabo. Pomembno pri njej recimo, da ne zahteva preveč materijala za njeno prikazovanje. Potem, da te animacije, ki jih prikazujemo, nimajo preveč nekih delcev, ki se potem premikajo gor po zaslonu, zaradi tega, ker to vpliva na kognitivno obremenitev nekega uporabnika oziroma v našem primeru učenca, če govorimo v poučevanju. Predvsem pa mora ta naša aplikacija nekemu učečemu se oziroma uporabniku nuditi neko zadovoljstvo pri njegovi uporabi. No in ravno nekako s tem se ukvarja tudi ta projekt, ki si ga že na začetku omenila, dopolnjena resničnost za doseganje boljšega razumevanja trojne narave kemijskih pojmov. Preučiti se želijo dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost poučevanja kemije z uporabo obogatene resničnosti in pa namen je seveda tudi preučiti, na katere dejavnike oziroma na katere spremenljivke pa uporaba obogatene resničnosti dejansko vpliva. Seveda je pri tem projektu poudarek na prihodnjih učiteljih razrednega pouka in pa prihodnjih učiteljih kemije in namen je razviti neke nove učne pristope, namen je razviti tudi neke nove metode učenja, ki bodo pa potem lahko uporabljene na vseh nivojih izobraževanja. Torej tako na neki primarni stopni izobraževanja v osnovni šoli, kot potem tudi na neki terciarni stopni. Odlično. Luka, to si pa tako lepo opisal, da moram reči, da me je kar malo prijelo, da bi šla spet nazaj v kemijsko učilnico, v osnovno šolo.
ali pa morda si pridem pogledat kaj od tega k vam v katero od vaših učilnic. To pa lahko prideš kadarkoli. Super, hvala. Zdaj, omenil si različne ravni predstavitve kemijskih pojmov. Kaj točno je s tem mišljeno in zakaj je to pomembno? Torej, kemija je zelo abstrakten predmet. In ravno zaradi te njene abstraktnosti jo navadno učenci in pa seveda tudi pri nas na fakulteti študenti dojemajo kot nek predmet, ki je zelo kompleksen in ga zelo težko razumejo. Kaj jo ravno dela tako zelo kompleksno, je verjetno trojna narava kemijskih pojmov. Kaj to dejansko pomeni? Vsak kemijski pojem lahko mi prikažemo na 3 različnih ravneh predstavitve. In sicer so to makroskopska raven, submikroskopska raven in pa simbolna raven. Zdaj, mogoče se tole na začetku sliši malo kompleksno, ampak bi jaz mogoče to pojasnil kar na nekem konkretnem kemijskem pojmu in za primer lahko vzamemo kemijski pojem vode. Voda recimo je kemijski pojem, ki zelo dobro poznamo. In če si pogledamo predstavitev tega kemijskega pojma na makroskopski ravni. Makroskopska raven kemijskega pojma je neka tista zaznavna raven. Je tista raven, ki jo mi lahko vidimo. In če si pogledamo recimo tako kozarec vode, to je neka mikroskopska raven predstavitve kemijskega pojma. Torej, vodo mi lahko vidimo, lahko se tudi dotaknemo, vodo lahko seveda tudi okusimo, oziroma ko jo okusimo, vidimo, da je brez okusa in tako naprej. To je raven kemijskih pojmov, katere se učitelji najbolj poslužujejo, ko neke učence učijo o nekem novem kemijskem pojmu in pa tudi ljudje, recimo, ki so na kemijskem področju malo bolj šibki, se večkrat za opisovanje nekega kemijskega pojma poslužujejo te predstavitve oziroma te ravni predstavitve kemijskega pojma, ravno zaradi tega, ker je nekako najmanj abstraktna. Mi si jo najlažje predstavljamo, ker mislim, da ko omenimo vodo, si vsak verjetno predstavlja najprej kozarec vode, morje, jezero in tako naprej. No, potem pridemo do tiste druge ravni predstavitev, to je simbolna raven za predstavitev kemijskih pojmov. Ta raven postane nekoliko bolj kompleksna. Tukaj potem ne uporabljamo več mi nekih konkretnih lastnosti kemijskega pojma, ampak za opisovanje nekega kemijskega pojma ali pa kemijskega procesa uporabljamo simbole. Recimo za opisovanje nekega kemijskega procesa zapišemo enačbo kemijske reakcije. Če pogledamo recimo naš konkreten primer, torej kemijski pojem vode, lahko molekulo vode zapišemo z črkami oziroma simboli. Kemijska oziroma molekula vode je zgrajena iz enega atoma kisika, ki ga označimo s črko O, in 2 atomoma vodika, ki vsakega od njih označimo s črko H. In torej molekulo vode lahko zapišemo H2O. In to je neka simbolna predstavitev tega našega kemijskega pojma. Zadnja in pa tudi najbolj abstraktna raven pa je submikroskopska raven. To pa je tista raven, ki se dogaja na ravni delcev, ki so premajhni, da bi jih lahko mi videli s prostim očesom. Kot že ime njeno samo pove, je submikroskopska raven, torej se nahajamo na nivoju delcev, ki so manjši kot delce, ki jih še lahko vidimo z mikroskopom. In ravno zaradi tega si je procese na tej ravni zelo težko predstavljati. Recimo, če bi morali naš pojem vodo pojasniti z nekim submikroskopskim prikazom, bi ga pojasnili z nekim modelom molekule vode. Model molekule vode izgleda tako, da je zgrajen torej iz enega atoma kisika in iz 2 atomov vodika, ki sta na ta atom kisika povezana s kovalentno vezjo. Pri uporabi takšnih vizualizacijskih elementov, to je torej 3D vizualizacijski element, moramo biti zelo previdni, ker to ni realni prikaz nekega stanja, kisik v resnici ni rdeč oziroma atom kisika v resnici ni rdeč, atom vodika v resnici ni bele barve in tako naprej. Zato moramo vedno, kadar uporabljamo neke takšne 3D vizualizacijske elemente, opozoriti ljudi, da gre samo za poenostavljeno predstavo oziroma poenostavljen prikaz nekega kemijskega pojma, v našem primeru molekule vode. In kemija, torej, če želimo ustrezno razumeti oziroma če želimo mi nek pojem, kot je voda, ustrezno razumeti, moramo biti ta pojem sposobni pojasniti na vseh 3 ravneh predstavitve kemijskih pojmov in pa med njimi pri razlagi in opisovanju tega kemijskega pojma tudi neodvisno prehajati. In ravno tukaj recimo neka takšna tehnologija, kot je obogatena resničnost, stopi v ospredje, zaradi tega, ker z njo pa lahko mi neke vizualizacijske elemente tudi prikazujemo in tako mogoče nekim učečem se poenostavimo oziroma mogoče izboljšamo predstavo o tem, kaj se dogaja na neki ravni delcev, atomov, molekul in tako naprej. Odlično. Zdaj si zelo lepo v praksi pravzaprav predstavil, kako ta obogatena resničnost deluje oziroma kako se lahko to razumevanje kemije
pravzaprav izboljša oziroma nekako tudi poglobi. Zdaj pa zagotovo je ta obogatena resničnost nekaj, kar bi morali še raziskovati, kar seveda ima zelo velik potencial tudi v raziskovanju. Kaj, kako še naprej raziskovati, delati na tem področju? Ja, zelo dobro vprašanje. Torej, raziskovanje oziroma prostora za raziskovanje na tem področju je zagotovo še veliko, ker kot sem že rekel, to je v bistvu tehnologija, ki komaj išče nek svoj prostor v tem na pedagoškem področju oziroma v pedagoškem raziskovanju. Preden je začel potekati ta projekt, ki sva ga že omenila, in pa tudi preden sva z profesorjem dr. Iztokom Debetakom, ki je tudi mentor pri moji doktorski raziskavi, torej preden sva začela izvajati ta projekt oziroma preden se je projekt začel izvajati in preden sva naredila nek raziskovalni načrt moje doktorske raziskave, sva naredila tudi sistematični pregled literature. Ta sistematični pregled literature je bil seveda narejen s področja uporabe obogatene resničnosti v kemijskem izobraževanju. In članki, ki so bili v tem sistematičnem pregledu zajeti, so nekako prišli do različnih ugotovitev. Nekateri so ugotovili, da ta obogatena resničnost zares izboljša razumevanje nekega kemijskega pojma, nekateri so ugotovili, da nekako ne prihaja do statistično značilnih razlik med učenci, ki so uporabljali to tehnologijo in tistih, ki je niso uporabljali. Predvsem pa so bili si neenotni, kateri dejavniki so tisti, ki vplivajo na učinkovitost poučevanja z uporabo obogatene resničnosti in pa na katere dejavnike točno ta uporaba obogatene resničnosti dejansko vpliva. Tako da tukaj vidim nek prostor za nadaljnje raziskovanje. Potem zelo smiselno bi bilo raziskati, kakšna je učinkovitost obogatene resničnosti oziroma njene uporabe v kemijskem izobraževanju v primerjavi recimo z uporabo, 3D vizualizacijskih elementov ali pa nekih 2D vizualizacijskih elementov, kot so navadne slike na papirju. Namreč tehnologija obogatene resničnosti, kot sem rekel, za prikazovanje aplikacij obogatene resničnosti potrebujemo neko opremo, ki ni ravno poceni. Tista očala, ki jih uporabljamo za prikazovanje, so zelo draga, težko je razviti neko ustrezno aplikacijo in tako naprej. In zaradi tega, če bi ugotovili, da v bistvu učinkovitost uporabe 3D modelov ni toliko slabša kot učinkovitost uporabe obogatene resničnosti, bi se mogoče bolj splačalo posluževati še vedno uporabe nekih bolj enostavnih vizualizacijskih elementov, ki pa so seveda tudi cenejši. Druga stvar bi bilo zelo smiselno ugotoviti oziroma preveriti, kako učinkovita je uporaba obogatene resničnosti v primerjavi z recimo nekimi animacijami. Ali pa kako je prikazovanje obogatene resničnosti z očali oziroma animacijo obogatene resničnosti z očali učinkovito v primerjavi z prikazovanjem aplikacij obogatene resničnosti na tablicah ali pa nekih drugih pametnih napravah, recimo naših pametnih telefonih. Zakaj? Zaradi tega, ker neke osnovne šole že lahko imajo nekaj tablic, ki si jih učitelj sposodi in potem te uporablja za prikazovanje aplikacij obogatene resničnosti. Ali pa recimo, če uporablja telefone, vemo, da danes že vsi imamo svoje telefone, vedno jih imamo s sabo, na vsakem koraku nas spremljajo, pa predvsem znamo z njimi bolje rokovati. Težje se zmedemo mogoče pri njihovi uporabi, ko bi jih uporabljali za prikazovanje nekih aplikacij obogatene resničnosti. In pa mogoče za konec, menim, da je bilo tudi smiselno preveriti, kako učinkovita pa je uporaba obogatene resničnosti za poučevanje trojne narave kemijskega pojma. To je ravno pa to, s čimer se ukvarja torej ta projekt in pa tudi sam se s tem ukvarjam pri svoji doktorski raziskavi, zaradi tega, ker v teh pregledanih člankih, ki so bili vključeni v tem najnem sistematičnem pregledu, se nobenen od njih ni dejansko ukvarjal s tem konkretnim primerom. Zelo zanimivo. Hvala. Torej, zagotovo še veliko prostora za raziskovanje na tem področju. Vsekakor. Česar se tudi veselimo, ker je pravzaprav to nekaj, kar nas spremlja in nas še bo spremljalo. In več bomo o tem vedeli, bolje bomo lahko to uporabljali in tudi bolj se bomo zavedali vseh tistih, kar si tudi ti omenil prej, nekaterih ne ravno morda pomanjkljivosti, ampak nekaterih zadev, na katerih še moramo delati, ki jih moramo izboljšati. Sedaj se pa v drugem delu najinega pogovora seliva še k drugemu članku, v katerem pa pišete o poznavanju in razumevanju biogeokemičnega cikla dušika med bodočimi učitelji. Torej, kako učitelji, ki bodo nekoč v šolah učili, to poznajo. Zdaj pa za nas, ki se s kemijo ukvarjamo bolj kot ne
zgolj, bomo temu rekli, v domačem okolju. Kaj pravzaprav pomeni biogeokemični cikel dušika? Ja, biogeokemični cikel dušika je v resnici naravno kroženje dušika v naravi. Dušik ves čas lahko prehaja recimo med zrakom, tlemi, vodami, živimi organizmi in tako naprej. Zdaj, če mogoče na hitro pojasnim ta proces kroženja dušika, glavni rezervoar dušika na našem planetu je seveda naša atmosfera. V našem zraku, ki ga ljudje seveda dihamo, zrak je zmes plinov, kot vemo, in večina te zmesi je sestavljena iz dušika. Dušik predstavlja kar približno 78% te mešanice plinov, ki jo mi vdihnemo. In ta dušik se nahaja v obliki molekule dušika, ki bi jo simboli zapisali N2. Ta dušik rastlinam ni dostopen. Torej, atmosferski dušik v obliki molekule dušika rastlinam ni dostopen. Rastline pa vemo, da dušik nujno potrebujejo za svojo rast, zaradi tega ima tudi recimo umetna gnojila vedno dodan dušik, zaradi tega, da lahko ga rastlinam umetno dodajamo. Sposobne pa so vezave dušika bakterije iz rodu Rhizobium in te bakterije živijo v koreninah metulnic, to so recimo lucerna, detelja, ki jo verjetno vsi poznamo, in te bakterije pa so sposobne vezave tega atmosferskega dušika. Ampak ta atmosferski dušik v tla vežejo v obliki amonijevih ionov. Te amonijevi ioni se potem z nitrifikacijskimi bakterijami pretvorijo v nitritne ione. Ob nadaljnjem procesu nitrifikacije se pretvorijo v nitratne ione. No, te nitratne ione pa potem že lahko privzamejo tudi rastline. Te rastline seveda potem ta dušik ugradijo v neke svoje organske molekule in rastlino potem recimo poje neka žival. Tudi v naših telesih se nahaja dušik, vezan je seveda v organskih spojinah oziroma bolj natančno v beljakovinah, in recimo, ko neka žival ali pa nek organizem umre, se potem tudi pri razgradnji te organske molekule spet razgradijo v amonijak oziroma v amonijeve ione, ki spet preidejo v prst. Tako da to je tako bilo zelo zdaj na kratko, na hitro in poenostavljeno razloženo, kako dušik recimo na našem planetu kroži. In verjetno tudi iz tega kratkega opisa in zelo laično povedanega smo si lahko ustvarili neko sliko, da ta proces je precej kompleksen. Veliko molekul nastopa v njemu, veliko nekih kemijskih procesov in seveda vse te kemijske procese lahko pojasnimo na makroskopski, submikroskopski in pa simbolni ravni. In ravno zaradi tega spet je ta proces nekako zelo abstrakten za nekega učečega se in zaradi tega ga nek učeči se mogoče tudi malo težje razume. In ravno zaradi tega smo se v tem članku nekako odločili, da bi pa mogoče preučevali neko kroženje dušika oziroma ta biogeokemični cikel dušika v naravi. In čeprav je ta proces, ki si ga zdaj opisal, kompleksen, je pa nekaj, brez česar si pravzaprav življenja na Zemlji ne znamo predstavljati. Je tako? In pomembno je, da to tudi poznamo. Še posebej, da to dobro poznajo učitelji, bodoči učitelji. Vendar pa je vaša raziskava nekako pokazala pomanjkanje oziroma pomanjkljivo poznavanje tega cikla med bodočimi učitelji. Kako lahko to pojasniš oziroma kaj lahko še na tem področju naredite? Torej, pri tem članku smo mi preverjali njihovo razumevanje tega biogeokemičnega cikla in preverjali smo oziroma podatke smo zbirali z inštrumentom, ki mu rečemo 4-delni preizkus za ugotavljanje napačnih predstav. Kaj to pomeni? Torej, gre se za neke 4-delne naloge, s katerimi lahko mi pri udeležencih raziskave razlikujemo med znanjem, neznanjem, ugibanjem, srečo pri ugibanju in pa tudi med napačnimi predstavami. V naši raziskavi smo ugotovili, da v resnici znanje o biogeokemičnem ciklu je še dejansko kar, ne bom rekel ravno ustrezno, pa bom mogoče raje uporabil izraz zadovoljivo. Večja težava je nastala takrat, ko smo dejansko ugotovili, da pa ni pa tako zelo malo napačnih razumevanj sa tega področja pri prihodnjih učiteljih razrednega pouka. Zakaj dejansko to bolj problematiziramo kot pa samo raven znanja? Zaradi tega, ker napačne predstave so neke zelo odporne kognitivne strukture, ki jih mi oblikujemo s svojimi kognitivnimi procesi, in ko želimo mi sprejeti neko novo znanje, tega novega znanja nismo sposobni sprejeti, ker ga zavirajo te napačne predstave. Recimo, če mogoče to pojasnim kar na nekem konkretnem primeru, menjava letnih časov. Zakaj pride do menjave letnih časov? Veliko ljudi
oziroma lahko rečem kar veliko ljudi, meni, da pride do menjave letnih časov zaradi tega, ker smo po zimi dlje od sonca. To je napačna predstava. Po zimi mi v resnici nismo nič dlje od sonca kot pa poleti, gre se samo za nagib Zemljine osi. In zaradi tega se potem tudi spreminja upadni kot sončnih žarkov, in ker je upadni kot sončnih žarkov seveda manjši, je tudi toplota oziroma je količina toplote, ki pride iz sonca na naš planet manjša oziroma na površje našega planeta. Zaradi tega pride do menjave recimo letnih časov. In to je neko napačno razumevanje, ki pač ljudje verjamejo, da je resnično. Gre torej za neke izkrivljene predstave o nekem naravoslovnem pojmu, ki pa so nepravilne in znanstveno gledano popolnoma napačne. Zakaj pa do njih pride? Recimo do njih pride zaradi pretiranega posploševanja določenih stvari. Potem recimo zaradi pretiranega poenostavljanja pri razlagi določenih naravoslovnih pojmov, potem tudi zaradi recimo napačnih razlag učiteljev v osnovni šoli, ali pa recimo včasih vprašamo starše, ko smo bili manjši, kakšno stvar vprašamo, in starši, ki ravno ne vejo, se nam pa recimo včasih tudi kar po domače povedano nekaj izlažejo. Zelo pogosto pride do napačnih predstav tudi zaradi napačne rabe jezika v vsakdanjem življenju. Tukaj imamo kar tako dva primera. Mi v vsakdanjem življenju rečemo, energija se porablja. S tem v resnici mi zanemarjamo prvi zakon termodinamike. Energija se ne porablja. Energija se lahko pri določenih pogojih samo pretvarja iz ene oblike v drugo. Ne more se pa porabljati. Potem recimo, ko pogledamo ven recimo, in vidimo, da je zunaj recimo sneg, pa je temperatura nad lediščem, rečemo, sneg se topi. Ali pa rečemo, sladkor se v vodi topi. V resnici se nobena od teh stvareh ne topi. Eno je fazni prehod iz trdnega agregatnega stanja v tekoče agregatno stanje in je proces taljenja. Drugi proces, recimo, ko damo pa mi sladkor v vodo, pa je proces raztapljanja. Ker pa mi uporabljamo isti izraz, topljenje, za oba dva ta pojava, pa zaradi tega kar nekaj ljudi ta dva pojava med seboj celo enači. Pojava pa v bistvu nista niti malo povezana. In ravno zaradi tega je zelo pomembno, da neki prihodnji učitelji nimajo napačnih predstav. Zaradi tega, da ne bodo podajali nekega napačnega znanja naprej, in pa tudi zaradi tega, da bodo tudi sami mogoče malo bolj dovzetni do nekega novega znanja, do katerega lahko pridejo tekom svoje učiteljske kariere. Tole je zelo poglobljeno opisano tudi za nas, ki se za kemijo ne ukvarjamo tako profesionalno in jo doživljamo bolj kot ne zgolj v vsakdanjem življenju. In pravzaprav je nekaj, kar si omenil, in sem zdaj razmišljala o tem, učiti se in tudi biti zmožen odučiti se določenih predstav, besed, da smo zmožni tudi nekako preiti skozi neko fazo razumevanja, da zdaj bomo pa morali uporabljati druge izraze, se naučiti na nek drugačen način, kar je tudi pravzaprav, ker si rekel, z domačega okolja. Ja, pa tudi recimo te napačne predstave, ko sem rekel, so odporne kognitivne strukture. Mi recimo, ko imamo neko napačno predstavo, mi ne moramo neko osebo z napačnimi predstavami kar tako iti učiti nekaj. Da prvo moramo porušiti njene napačne predstave in pokazati, da temu ni tako, potem, ko se pa te napačne predstave porušijo, pa lahko mi izgradimo neko novo mrežo znanja pri tisti osebi in tisto znanje pa potem recimo oziroma upamo, da naravoslovno pravilno. In ravno zaradi tega uporaba jezika v vsakdanjem življenju, jaz se kar precej trudim, kadar delam s študente opozarjati na pravilno rabo jezika. Res je, da tudi sam v vsakdanji rabi jezika, predvsem pri pogovoru z domačimi, nisem tako pozoren na te stvari, ampak se mi zdi, da je pa predvsem pomembno, da smo pozorni na rabo jezika v nekih situacijah, kjer je to bolj pomembno. Recimo pri učiteljih je zagotovo to pred otroci v razredu. Absolutno. V zaključku pa govorite še o okoljskem izobraževanju in o izboljšanju ter dodatnem raziskovanju le-tega. Kje vidite največji potencial? Torej, za začetek mogoče, da opišem, kaj je okoljsko izobraževanje. Okoljsko izobraževanje je nek proces učenja, pri katerem se mi trudimo razviti neka znanja, neko razumevanje odgovornosti in spretnosti za odgovorno ravnanje z našim okoljem. Prav tako se trudimo razviti nek, kako bi temu rekel, trajnostni odnos do narave in pa naravnih virov, ki so nam seveda na razpolago. Zakaj je to tako zelo pomembno? Namreč vemo, da neki naravni viri so omejeni in z njimi moramo ravnati trajnostno, zaradi tega, da bodo ti naravni viri na voljo tudi generacijam, ki bodo na tem planetu živele za nami. Zdaj,
Pri tem okoljskem izobraževanju najdemo tudi zelo veliko vsebin okoljske kemije. Okoljska kemija pa se ukvarja ravno s tem preučevanjem usode nekih polutantov v naravi, usode določenih kemijskih elementov v naravi, ukvarja pa se seveda tudi z vplivom človeka na okolje. Zakaj je to tako zelo pomembno, to okoljsko izobraževanje, predvsem pri prihodnjih učiteljih? Namreč, če mi izobrazimo nekega odgovornega posameznika, ki ima znanje o okolju, ki ima pozitiven odnos do okolja in se tudi zaveda svoje odgovornosti, aktivnega vključevanja v skrbi za naše okolje, potem imamo veliko boljšo možnost, da bomo to naše okolje ohranili še za generacije, ki prihajajo za nami. Recimo, zelo pomembno je, da ne samo, da imamo mi znanje o nekem okolju, oziroma znanje o okolju, ampak da imamo tudi pozitiven odnos do našega okolja. Seveda pa to znanje o okolju in pozitiven odnos do okolja še ne pomenita, da se bomo pa mi aktivno vključevali v ta proces zaščite našega okolja. Tako da tudi to je zelo pomembno, da mi razvijamo to odgovornost za aktivno vključevanje. Pa s tem aktivnim vključevanjem jaz ne mislim, da hodimo na proteste. Seveda ne pravim, da včasih tudi to ni pomembno, ampak menim, da je zelo pomembno, da vsak začne pri sebi. Če se danes recimo jaz odločim, da bom zmanjšal porabo plastike za enkratno uporabo in se to odloči, pa recimo, da polovica ljudi na našem planetu je to 4 milijarde ljudi. To zagotovo lahko prispeva k neki razliki. In ravno zaradi tega je to okoljsko izobraževanje pri prihodnjih učiteljih tako zelo pomembno. Ker če se mogoče tako malo književno izrazim, so učitelji prvi na bojni fronti. Prvi so tisti, ki otrokom predstavijo neko naravoslovno izobraževanje. Prvi so, ki se z otroci začnejo verjetno pogovarjati v okolju, začnejo graditi njihove predstave v okolju. In zato je tako zelo pomembno, da razvijajo oziroma da vzgajajo neke odgovorne posameznike, ki imajo pozitiven odnos do okolja in bodo z okoljem ravnali tako, kot je tudi potrebno. Tako da, če se vpraša mene, jaz vidim največji prostor za raziskovanje oziroma največji potencial tega okoljskega izobraževanja pri tem, da izboljšamo okoljsko izobraževanje prihodnjih učiteljev. Ker prihodnji učitelji bodo z boljšim znanjem bolje opremili prihodnje generacije oziroma mlajše otroke z nekimi, kako bi temu rekel, z nekim znanjem, ki je potrebno za življenje v 21. stoletju in bodo z njim lahko tudi prispevali k, kako bi temu rekel, ohranjanju našega okolja. Hkrati pa mogoče za konec dodam še to, vidim nek potencial tudi v tem, da bi k temu okoljskemu izobraževanju vključevali tudi tehnologijo. Namreč tehnologija nas spremlja na vsakem koraku, brez tehnologije si mi življenja ne znamo predstavljati, vendar ima ta tehnologija večkrat negativen prizvok. Ko menimo tehnologijo, vsi pomislimo, telefoni, mladi so odvisni od telefonov, z telefoni se samo igrajo, uporabljajo jih za gledanje TikToka, Instagrama, Facebooka, nekih neumnih stvari in tako naprej. V resnici pa tehnologija ni slaba. Od nas ljudi je samo odvisno, kako jo bomo uporabili in zakaj ne bi uporabili za nek tako pomemben namen, kot je recimo okoljsko izobraževanje in z uporabo tehnologije to vrsto izobraževanja tudi izboljšali. Odlično. Se popolnoma strinjam s teboj, Luka. Hvala, da si prišel. Hvala, da si bil danes moj gost. Hvala za ta zelo prijeten in poučen pogovor. Vam, dragi poslušalci in gledalci, pa nekako spodaj v opisu podajamo tudi povezave do obeh člankov, o katerih sva danes govorila, da si jih lahko seveda tudi preberete. Hvala vam za ogled oziroma za poslušanje. Luka, tebi pa še enkrat hvala in se še morda srečamo na kakšnem pogovoru. Laura, tudi tebi hvala za pogovor in upam, da se srečamo čim prej. Zagotovo. Hvala. Adijo.